Danes sta se nam pridružila kolega in kolegica, kolega Zdenko Medveš, zaslužni profesor Filozofske fakultete z področja teorije vzgoje, moj predhodnik na oddelku, in pa kolegica Irena Lesar, ni moja zanamka, ampak vendarle moja doktorantka, se pravi, vsi trije se ukvarjamo s teorijo vzgoje, smo nekako generacijsko povezani in ideja je bila, da najprej Zdenko in Irena postavita to zgodbo tega projekta nekako v kontekst tega, kar se je na ravni šolskih politik iskanj dogajalo v bistvu v 20. stoletju, potem bomo pa na podlagi tega pravzaprav odprli razpravo v zvezi z vsebinami, ki ste jih videli na sami projekciji. Mogoče Zdenko, ti začneš. Hvala, torej pozdravljeni. Ne bi želel, ker imam prvi besedo, da bi kakorkoli vplival na to, kako film razumeti. Želel bi, da potem vi sami poveste svoje impresije. Zato smo se nekako tudi pogovarjali, tako da to ne bo predavanje na začetku, čeprav bi seveda zato, da bi predstavili, kaj vse stoji za takimi projekti, rabili kar nekaj časa. Sami ste videli že film, ko začenja, se sklicuje na neke letnice, se sklicuje na neka imena, kar pomeni, da se zaveda neke tradicije, ki je pravzaprav rodila to, čemu rečemo svobodna šola, oziroma čemu rečemo, ker pojem svobodna šola je zelo, zelo raznoliko, obsega zelo različne pojave, tudi imena za poimenovanje so različna. Bolj pogosteje kot svobodna se celo uporablja izraz alternativna šola, to vsi veste, kaj sodi v sklop alternativnih šol. Najpogostejše primere najbrž tudi poznate, tudi v Sloveniji imamo recimo Montessorijevo, Waldorfsko, pa še kaj najbrž, recimo od vrtcev pa tja do srednjih šol imamo že to razvito. Ne veliko. Slovenija ima v tem zelo, zelo šibko tradicijo. Tu ste slišali, da se avtori na začetku sklicujejo, ker je stvar dosti dokumentaristično zamišljena, sklicujejo tam na lestnico 1901, ko je bila ustanovljena kot prva šola. To je mene podatek presenetil, ker tega nisem vedel, mislil sem, da je pravzaprav začetnik tega Aleksander Nil z to znano šolo v Summerhillu, tudi to ime poznate, ki je bila ustanovljena 21. Ampak očitno recimo so še kakšne druge tradicije, ki pač niso v teh zgodovinah, ki jih mi poučujemo, zabeležene. Tako da pač to. Je pa res, da se je na začetku prejšnjega stoletja začela pravzaprav zgodba dogajati. Čeprav korenine ima daleč nazaj. Razsvetljenstvo, v začetkih razsvetljenstva ima to korenine, to vas ne sme presenetiti. Razsvetljenstvo je, vsaj tako jaz pravim, zelo protisloven in ambivalenten pojav na področju šolstva. Dve smeri imamo, pa ne bi jih razlagal, ampak samo ključna gesla bi vam povedal, pa boste razumeli, kako razcepljena je pravzaprav ta vizija, ki jo je razsvetljenstvo razvilo na eni strani s konceptom razuma, razvoja razuma, ki je torej v bistvu rodil šolo, v kakšni najbrž vi delate, ker je temeljna vrednota posredovati znanje. To je recimo, če vzamem eno največjih imen Kantovo, ki bo rekel, človeka ni brez vzgoje. Na drugi strani imate Rousseauja, tudi vsi poznate to ime, ki bo pa rekel, da je otrok več vreden kot vsaka vzgoja. Tu je zdaj razpon, kjer se, to geslo sicer ni bilo čisto Rousseaujevo, to geslo je pravzaprav iz začetka prejšnjega stoletja in pripada pisateljici, učiteljici švedski Ellen Kejavik, ki je recimo prejšnje stoletje, se pravi 20. razglasila tam 1900 za stoletje otroka.
Torej, to se je začelo dogajati okoli 1900, ne, saj pomislite. Montessorjeva ustanovi svojo Casa di Bambini 908, Nil 21, Steiner 919, Blonski v Sovjetski zvezi delovno šolo 916. In tako naprej. Skratka, tu se grupira nekaj zgodb, ne. Vsi poznate, kaj pravzaprav predstavljajo gesla, kot je Waldorf ali Montessori ali Alexander Nil, in veste, da so to med seboj popolnoma neprimerljive zadeve, tako rekoč. Ne. Vsem je skupno pravzaprav ta orientacija na otroka. To jim je skupno. Ne. Ampak drugače pa, če vzamete Waldorf, Montessori ali pa Aleksandra Nila, potem vidite, da so razlike zelo velike. Slovenija je v tem sklopu imela klavrno tradicijo že med obema vojnama, ker je akademska pedagogika bila proti novititam, proti uvajanju konceptov novih šol. Bili so sicer poskusi, ne, tudi Stane Žagar, po njem se je imenovala nekdanja nacionalna nagrada učiteljska, ne, starejši se pač tega najbolj spomnite, zdaj je to poimenovano drugače. On je bil recimo zastopnik nekako delovne šole, ampak oni so uvajali te elemente delovne šole v javni šolski sistem. Z opremo delavnic, kmetijskih površin, vrtov in tako naprej. Medtem ko so te šole, ki so bile alternativne, pa rasle v bistvu kot zasebne šole. To se morate zavedati. In tudi to, kar smo danes gledali, je pravzaprav zasebna šola. Ne. Sporočilo, ki ste ga videli, je pač tako, ne, ali pa tako da rečem, ne. Film se naslanja v bistvu na tradicijo, ki so jo razvile zasebne šole, ki so jo razvile svobodne šole tipa Summerhill. Na to tradicijo se naslanja. Ne. Zdaj, ob vsem tem, kaj je značilno za svobodne šole, tega ne bom razlagal za to ali vas v to uvajal, ker je pomembno pri tem filmu pravzaprav to, da je ključna stvar, ena od ključnih stvari, ki se je razvila v tej pedagogiki imenovani reformska, je pravzaprav samoregulacija učencev. To je jedro problema. Nekatere, vse te smeri so pravzaprav tako ali drugače povezane s tem vprašanjem samoregulacije. Ne. Tudi če vzamete Montessorijevo, ne, ona razvija recimo seveda čisto drugačen pristop k temu, ampak bistvo je to, da otrok dobi možnost razvijati samega sebe, da pedagogika ali pa učitelj, vzgojitelj ustvari pogoje, v katerih otrok razvija samega sebe. Ne. To je pravzaprav nekaj skupnega. Medtem ko je pri Nilu in nekaterih drugih pa ta stvar razvita čisto na ravni upravljanja šole. Ne. To je tu, kar ste videli v tem filmu, idealno povedano, ne, kar pravzaprav niso pomembni nobeni drugi bistveni cilji, kot je doseči nek učni rezultat ali pogoje za napredovanje, maturo ali karkoli takega, kar je vrednota recimo javnemu šolstvu. Ne. Ampak je tu pravzaprav vsa stvar zregulirana na to, da ustvarja neke vrste pripravljenost otroka za življenje v neki skupnosti. Seveda ne vsakega otroka. Ne. Kajti te šole so obiskovali, saj tu lepo povedano, otroci, ki niso prenesli drugih šol. Ne. To se je tudi pri Nilu recimo dogodilo. Skratka, problem je težaven. Ne. Zdaj, ta tehnika samoregulacije je bila zelo dobro razvita. Tu boste sicer vi komentirali, ali je to dobro razvita ali ni, ampak vendarle avtorji tega projekta so očitno z velikim zaupanjem gledali v samoregulacijo. Saj film se konec koncev optimistično konča. Ne? Učitelj je prepričan, da je prvo leto sicer klavrno mimo, ampak in tako naprej. Ne? Prišlo bo drugo leto in tam sicer navaja nekaj ukrepov, 2, 3, ne? Se pravi več prakse, več dela v delavnicah,
sodelovanja z drugimi šolami, ampak v resnici pa cel sistem upravljanja, ki so ga tu razvili, precej odstopa od tistega, ki ga je razvil recimo Aleksandar Nilžej. Tu jaz ne bi zdaj komentiral vseh teh odstopanj, ker bi pregloboko šel v to, da bi vam sugeriral, kako film interpretirajte. Bomo tam recimo rekel kaj kasneje. Naj pa rečem to, da so ti koncepti samoregulacije v zgodovini teh poizkusov svobodne šole znani različni koncepti. Ne da bi delal predavanje spet, ampak vsaj 3 omenim. Enega, ki je najbolj enostaven, ki so ga razvijali Američani pod geslom behavioristične psihologije, je bil sistem nagrajevanja, neposrednega nagrajevanja. Jaz mislim, da je to v naših šolah znano v nekem konceptu žetoniranja, ne vem, kako se je to imenovalo, ampak v bistvu je pa tam šlo preprosto za denarno nagrajevanje. Otrok je dobil en fond denarja in je potem samo v bistvu odzemali ali dodajali. Mehanično, ko se je kaj zgodilo. Ta koncept seveda ni šel daleč, ker je izrazito vedenjsko usmerjen. Drugi tak velik projekt samoregulacije je razvil Makarenko. Ime poznate, najbrž, to je bilo v Sovjetski zvezi. Kaj je bistvo samoregulacije? Kar ste tu videli tudi. Bistvo samoregulacije ali demokracije v šoli. Znana so različna imena, kako to poimenujemo, ali so šole svobodne ali demokratične. Bistvo je to, da imajo v organih odločanja učenci večino. To je bistveno. Če ta pogoj ni izpolnjen, potem seveda ne morete govoriti o teh konceptih samoregulacije. To ste tudi tu videli v tem primeru. Se pravi, s to situacijo se mora vzgojitelj enostavno soočiti in znotraj nje manevrirati. No, zdaj, da se vrnem na Makarenku, on je odlično manevriral, ker je toliko časa masiral to svoj kolektiv, dokler ni kolektiv sklenil tistega, kar je on mislil. In to je v bistvu znan, temu rečemo recimo manipulativna samoregulacija. Je pogosta, najbrž se jo poslužujejo učitelji, vzgojitelji pogosto. Zadostuje, da vprašaš, a misliš, da bi tako uspel, pa on pomisle, ja, mogoče ne bi, no pa pomisliš še kaj, a misliš, da bi tako, no in dokler ne pride na tisto, kar ti misliš, ga pač ne pustiš izklešč. No, to je recimo en način, ki ga je seveda zahodni koncept, se pravi samoregulacije, odklanjal in se šel drzno izpostaviti temu, kar ste pravzaprav videli na filmu. Prepričati, v dialogu prepričati in tako naprej, z neko strukturo, ki so jo oni zgradili, ampak zdaj o njej ne bi, ker bi preveč sugeriral, pravim še enkrat, za interpretacijo filma, pa če bo mogoče kasneje. Hvala. Ja, z Irino smo dogovorjeni, da bo malo bolj pravzaprav pogledala na samo vsebino filma, kot uvod potem v diskusijo. Lepo zdrav še z moje strani. Torej, glede na kompleksnost tematike, glede na vse, kar se je dogajalo, bi želela samo par poudarkov dati, ki so meni ob gledanju filma zelo me zmotili ali pa kjer sem se začela spraševati o tem, kako so se pač tega projekta lotevali. Torej, vsem očitno je bilo, da želijo v filmu ustvariti pogoje oziroma, da so želeli, da bi otroci soustvarjali življenje, kot tudi prostor na šoli, torej nek koncept participacije bi lahko tu znotraj videli. To je že profesor Medveš omenjal. In tu znotraj se seveda začne človek spraševati, glede na celotno dogajanje, ali je ta participacija bila uspešna oziroma na kakšen način je bila uspešna. In sama sem videla ene par takih vprašljivih točk ali pa poant, ki so se dogajale, zakaj mogoče to na nek način ni začelo funkcionirati tako, kot so si želeli.
Mislim, da je bilo kar par insertov oziroma teh predstavitev, kako kljub temu, da so imeli sestanek, kljub temu, da so se o nečem pogovarjali, je bilo neko nezadovoljstvo in nemir med njimi, četudi so prišli do strašnega glasovanja. Ne? Tudi vprašanje, kje in kdaj so glasovali. Torej, vprašanje participacije, ki je v teoriji do ene mere raziskano in že omenjena manipulacija je ena od oblik, ki bi jo Hart sicer pomenoval neparticipacija, ampak vseeno se postavlja vprašanje, v bistvu na kakšen način to izpeljati. In tu znotraj teorije razlagajo različne oblike participacije, se pravi, dokot otroci vodijo, odkot naprej vodijo odrasle, oziroma kdo pravzaprav vodi celoten proces, kdo da idejo, kdo organizira oziroma si zamisel realizacijo te ideje in na kakšen način odrasli in otroci tu znotraj sodelujejo. In tu v različni primeri pač kažejo različne oblike participacije. Mene je bolj zmotilo recimo to dejstvo, da ni prišlo do ključnega, ali pa jaz nisem videla izpostavitve, mogoče v diskusiji me kdo prepriča drugače, da bi prišlo do sprejemanja odločitev oziroma odgovornosti za odločitev. Te zadnje faze evalvacije, kaj in kako se je dogajalo. Mogoče tudi na ravni, torej zdaj sem začela s participacijo kot oblikami in tu znotraj mogoče še vidik komunikacije. Tu sem se tudi začela spraševati, ali pravzaprav je to komunikacija, ki vodi k temu, da bomo mi lahko urejali skupni prostor oziroma skupno sobivanje. In precej očitno je vsaj meni bilo izpostavljen ta vidik komunikacije kot posredovanja informacij, kot posredovanje doživeti, doživljanj vsakega posameznika, medtem ko ni prihajalo do skupnega polja, skupne usmeritve v smislu ali pa skupnih idej, kako zdaj naprej, kjer bi ne prihajalo do tega, da večina prevlada, ker večina je večkrat pomenila za tem glasovanjem, da so otroci bili že tako utrujeni, da so hoteli sem zglasovati konce stanka ali nekaj. Torej ni prišlo do tega deljene vizije, bi lahko rekli, kako naprej, tudi do oblikovanja pravil, ki so jih nekatere imele postavljene od zudaj. V samem filmu jaz nisem nikjer videla nobenega inserta, kjer bi bila pravila eksplicitno pokazana, kje napisana, razen enkrat na tleh, kaj že je bilo tisto, stop means stop. Pač samo to, kar je Lucy v enem od sestankov pač zelo utemeljeno nekako upeljala to zgodbo. Skratka, pravila z vidik glasovanja, neproblematičen, zelo šibke argumentacije. V bistvu ne gre za soočanje argumentov, pač pa vsak ima pravico povedati, potem pa nekdo da predlog in zdaj od stanja, moči med njimi, odnosov med njimi, večkrat se je dalo tudi videti očitek, a nisi z mano, ko so glasovali. Kaj še očitno tudi pri teh pravilih, da so se ta spreminjala iz sestanka v sestanek, pri čemer so ti sestanki sledili drug za drugim. Ne vem, konec kriznega sestanek sveta, konec unga se je drug začel. Torej, čemu so sestanki namenjeni? Recimo krizni sestanek, namen, da se pomirijo vse strani, nekje je bilo celo eksplicitno, ne spomnim se, katera ravnatelja, drugi je to v besedu, to je namenjeno, a smo dosegli namen, skratka, ni se šlo v poglobitev problematiko, ki je nastala, ampak pomiritev. Torej, funkcije sestankov. Sestanke so vodili bolj ali pa precej na tej formalni ravni, zelo jasno definirano, se spomnite mogoče onega, kaj pomeni demokratični sestanek. Kaj bi odgovor? V bistvu, da predsednik pove to in to, ti kot tajnica prebereš to in to in potem se pride do nekega predloga. Skratka, zelo v sami formi, tudi krizni sestanki so bili vodeni kot sodni postopek. Porota, zagovarjaj se, kje imaš pričo
in te zadeve, ne, na nek način zelo vprašljivo. Torej, če strnem, kje jaz vidim vprašanja ali pa ključne dileme, ki morda tudi v filmu niso bili zadosti dobro pokazani, ampak jaz jih v filmu nikjer nisem videla. Nesposobnost dialoga, ne. Torej, komunikacija, posredovanje informacij v pedagoškem smislu pač ne zadostuje, še posebej, ko želimo soustvarjati prostor. Drugo vprašanje svobode. Tle sem si jaz zapomnila čisto na začetku en del, ko je rekel Deč, ko sta se dva pogovarjala, jaz sem se šolal na domu, pa je drug vprašal, a svobodno? Je rekel, na domu sem se šolal. V bistvu nikjer nismo videli, da bi bilo na to tematiko kakšna diskusija. Skratka, če strnem, jaz sem enega od razlogov neuspešnosti tega projekta, meni ne deluje tako zelo optimistično oziroma uspešno, ali pa torej, tudi vprašanje Giovannija, če samo navržem. Giovanni, ali je takšen, ker je takšen otrok, ali je takšen, ker je v odnosih, v katerih je bil in strukturi odnosov tam noter začel razvijati vedenja, ki niso bile všeč, odprta vprašanja. Torej, enega od razlogov vidim, da so preveč se osredotočali na to otrokocentričnost, na ta pedocentrizem, ki je za 20. stoletje značilen, še posebej za reformsko oziroma alternativne koncepte, kot odziv na klasične šole, kjer pa se učita pretirano kurikularno oziroma osredotočenost na kurikulum. Spregledali so torej ta komunikativni vidik, in te prakse in participacijo in pojasnevanje, utemeljevanje, kaj demokratičnost pomeni, kaj svoboda v šoli pomeni, kje vizavi so oni oziroma njihove odgovornosti. Toliko za enkrat. Ja, dajmo odpreti debato. Prejšnji teden sem imel eno tako vodeno razpravo in delček enega predavanja na šoli za starše s podobno temo, kot jo danes odpiramo. Namreč vprašanje je bilo, kaj pomeni to reklo disciplina kot pogoj svobode. In ko sem tako za testiranje na začetku vprašal prisotne, če bi se morali odločiti med dvema pojmoma, ki sta pomembna, recimo znotraj neke šole ali vrtca, ali je to disciplina ali svoboda, čemu bi dali prednost, je zelo, zelo velika večina bila na strani discipline. In redki posamezniki na strani svobode. Dajmo mogoče pravzaprav začeti razmišljati o tej zgodbi, kako ste jo doživeli, kaj pravzaprav ste videli, kje je pri vas pravzaprav, ne nazadnje tudi to zaključno vprašanje, koliko ste doživeli to zgodbo kot zgodbo v uspehu ali propadu neke ideje in kaj je po vašem mnenju pravzaprav tisto, kar je odločilno za to, da se je ideja, kakršnakoli pač je bila, razvila v smer, ki jo film prikazuje. Kdo bo otvoril? Pozdravljeni. Jaz bi najprej mogoče povedala, da smo mi že peljali učence naše šole 7. razrede na ogled tega filma in smo ga vsi, vključno z mano, dojeli kot pač neuspešen projekt. Zdaj pa mogoče zakaj? Zato, ker se je meni, zdaj bom govorila o svojem imenu, potem mogoče kasneje še kaj o mnenju učencev, ki je bilo zelo tehtno, se mi zdi, da so vrele njihove ideje na plan, druga za drugo. Skratka, ja, ta film prikazuje pač, da sicer svoboda je fajn in odlična in verjetno se vsi strinjamo, da želimo biti svobodni tudi v šoli, vendar je najprej potrebno verjetno nekaj osnovnih stvari, ki jih potrebujemo, da smo opremljeni z njimi, da smo lahko svobodni. In tukaj se je meni zdelo v tem filmu, da v bistvu učenci, kako
kako bi rekla, rešujejo zgolj odnose, se pravi pač težave z medsebojnimi odnosi, in da verjetno določenih stvari, kako bi rekla, da v bistvu se ne zavedajo še čisto dobro, kako bi to rešili. In odsotnost odraslega oziroma nekoga, ki bi morda razložil določene stvari, lahko tudi na malo bolj empiričen način, je očitna. Pa če primerjam to z odzivi naših učencev, bi lahko rekla, da so bili zelo ziritirani. Prav rekli so, ko smo se pogovarjali po filmu z njimi, so me začeli spraševati, učiteljica, pa se to ne more biti tako v šoli, se to je čisti kaos, ne? In kaos pa res ni svoboda in potem smo se začeli pač o tem pogovarjati, tako mogoče kot izhodišče, da ne bom preveč samo svojega mnenja vsiljevala. No, razmišljanje, ki ste ga končala z geslom Kaos ni svoboda, je zanimivo pravzaprav naslov druge velike knjige Aleksandra Nila, ki je nekako utemeljitelj te doktrine svobodnih šol, na katero se sklicuje tudi avtor tega projekta, čeprav je zame pravzaprav simbolno odnos do Nilovega koncepta prikazan pravzaprav tam na tisti garažni razprodaji. Če ste bili pozorni, ko pač prodajajo stvari, ki jih ne rabijo, se kamera ustavi na vseh tistih teoretskih delih, ki govorijo o tem, kako voditi svobodne šole. Se pravi, oni ne rabijo teorije, delajo to malo po svoje, ampak vendarle, če se vrnem k Nilu, seveda Nil je v tej drugi knjigi zelo jasno pokazal pravzaprav, da je v Summerhillu pravzaprav koncept svobode, pa tudi prepričanje v samoregulacijo, ker to ne smemo pozabiti, da je osrednje geslo tudi tega filma dokaj strukturirano pri njemu. Lahko se z njim ne strinjate, lahko pravzaprav seveda se pogovarjamo tako ali drugače, koliko je bil Nil v teh svojih prizadevanjih uspešen, ali ni bil, tudi ocene velikih strokovnjakov, velikih imen, glede Summerhilla so tako diametralno nasprotne, ampak vendarle, očitati mu pravzaprav, da je pomešal svobodo pa anarhijo, pa da ni vedel pravzaprav, kaj početi z otrokom, je težko. Sem pa zaznal še en vidik v tem vašem pripovedovanju, če sem prav razumel, nekako tako ste rekla, otrok je otrok ravno zaradi tega, ker še ne ve, kaj početi sam sabo, kako se uravnava, da tako rečem, in rabi pravzaprav ne pravila, ampak rabi odraslega, ki postavi pravila. Sem prav razumel, da je bil to nekako poudarek. Dobro. Še kakšno drugo mnenje mogoče? Ali pa potrditev tega? Najprej se ne predstavljam, imam 30 let izkušenj v osnovni šoli in vse skozi, ko se je odvijal tale zgodba, sem se primerjala sebe, pa zdaj imam trenutno sem razredničarka srednješolcem, bistrim, sposobnim, takim, niso čisto za regulacijo in tako naprej. In jaz sem tale film doživljala pozitivno. Zaradi tega, ker tudi sama malo ne maram preveč tistih regulacij, čeprav je potem v šoli dostikrat lahko težko, ampak v filmu mi je bilo všeč to med temi otroki, ki so bili pač nametani iz različnih takih struktur in tako naprej, kako je bil ta proces njihovega doživljanja, spoznavanja, kaj je prav, kaj je narobe, in meni je bilo to všeč. Seveda, zaradi tega, da jaz odstranim potem se tisto svoje, kar vem, da moramo v šoli delati, da je na prvem mestu znanje in tako naprej. Tukaj je bil poudarek na medsebojnih odnosih. In to pa lahko očitamo pravzaprav naši šoli, tisti javni šoli. Ker jaz vedno tožim, že 30 let, da nam zmanjkuje časa ravno za to. No in to sem dobila zdaj v tem filmu. Se pravi, ocenjujete, da je poskus pravzaprav spostaviti okolje, v katerem bi se otroci naučili pravzaprav uravnavati medsebojne odnose in tako dalje. Neka vloga, ki jo šola bi morala imeti, pa je pravzaprav klasična javna šola zapostavlja.
koncept, kot ga imamo, da na prvem mestu vse tisto, kot smo že prej poznali, vemo kaj, da se ne bi ponavljali. Ja, čeprav po drugi strani, kaj, imamo v šolah po formi razredno skupnost, imamo šolsko skupnost, imamo šolski parlament, naj bi se pogovarjali o tem, kaj se dogaja na ravni razreda, na ravni šole, naj bi se odločali o tem, kakšna pravila recimo hišnega reda bodo znotraj vzgojnega načrta, naj bi se odločali pravzaprav, kakšen tip sankcije recimo bi bil smiseln za recimo določen prekršek, dokler ne gre pravzaprav za neke tako ponavljajoče se hude prekrške, da se odločimo, da bomo šli po tisti formalni poti kaznovanja, da tako rečem, z opomini oziroma okori, kjer pa seveda je tisti postopek, ko potem popolnoma predpisan. Ampak vse ostalo, reagiranje na to, kar je narobe, pravzaprav je na nek način tudi v naši šoli na papirju, pravzaprav v rokah učitelja, učencev, dijakov, ampak očitno stvari ne grejo v to smer, če prav razumem. Še kakšno drugo mnenje okrog tega problema? Ja, v bistvu jaz se pa sprašujem ob tem filmu predvsem o starosti teh otrok. Jaz mislim, da recimo šola, ki bi bila morda od začetka taka, da pač vzpostavi neka določena pravila, da se otroci naučijo komunicirati, pravila nekega dialoga in se potem, ko so malo starejši, gospa je omenjala, da ima sedmošolce, jaz mislim, da se sedmošolci da dosti lažje kot z nekimi otroki, ki so manjši, pa morda tudi težavnejši recimo. Jaz mislim, za mene je ključno vprašanje, kdaj pri otrokih take stvari začeti. Ja, mogoče kakšno mnenje na to temo, ali lahko govorimo o otrokovi samoregulaciji, ali vendarle postavimo neko približno strukturirano idejo, kdaj bi pa otrok lahko recimo ga vprašal, kako bi pa on neko stvar rešil, mu dal besedo ali pa celo mu dal možnost, da z večino, pravzaprav z močjo argumenta sprejme odločitev v nasprotju z mnenjem odraslih. Ja, seveda. Pa kar se kdo naj pojavi, da bo komentiral. Sem tudi učil na nižji razrednici. To je bilo v mojem prejšnjem življenju, tako dolgo je nazaj. Ampak vendar nisem učil samo na univerzi. In to vas sprašujem. Moja ocena, da je film pravzaprav končal z nekim optimizmom. To sem mislil predvsem na njegov optimizem, da bo stvar v prihodnih letih obvladal. Čeprav je navedel dva argumenta, za katera najbrž ste razumeli, da nista tista dva, s katerima bo obvladal, še bo sodeloval z drugimi šolami in to, da bo organiziral delavnice, pa že. To pa je nekaj. Če se tu vklopim, ena od zelo pomembnih izjav Giovannija, ki je neobvladljiv, je, da je zloben takrat, ko mu je dolg čas. Tako, ja, tako. In Nilov zavod je pravzaprav imel te tri komponente. Delavnice, kjer so bile zaposlitve, to je bila ena od močnih komponent, drugo je bilo prostovoljno obiskovanje pouka in tretje je bilo ta samoregulacija. To so trije njegovi elementi. Ampak zdaj ste me pa vi izzvali, ali ni v filmu pravzaprav več optimizma kot zgolj v tej cinični njegovi, tej moji izjavi, ki je cinična, da pač od sebe pričakuje uspeh v naslednjem letu. Ste vi res prepričani, da je mogoče v 8 mesecih otroka, ki ne ve, kaj je demokracija, ki zija drug na drugega, pripraviti do tega, da pride do predloga, da je treba enega učenca izključiti. Ste res prepričani, da to dosežete v 8 mesecih? To je vendarle nekaj, kar kaže, kako se stvar strukturira. Samouprava učencev
zdaj, če govorimo o samoupravi učencev, to ni samoregulacija. Jaz bi namenoma danes ta dva pojma uporabljal, zato da ločimo tisto, kar mi mislimo pod participacijo in samoupravo v naši javni šoli, kjer je ta zahteva pač pred nas vse postavljena. Drugo je samoregulacija. To je izziv, ki ga je pač ta pedagogika nam vsem dala, ne, in težko obravnavam samoregulacijo z vidika samouprave. Pa mi sem zgrešil problem. Ne? Razumete? Ne? Če pa razmišljate o samoregulaciji in pa če gledate še mogoče en podatek, ne, tu se določene stvari, ki so pri Nilu ugrajene kot sistem delitve moči v demokraciji, jih je tu samo slutiti. Recimo porotništvo, sodišče, svet šole, samo slutiti. Pri Nilu je ta schema delitve moči zelo jasno strukturirana. Od generalne skupščine, ki jo ne moreš sklicati kar tako. Od zdaj naprej bo pa svet šole, ne? Ker so to čisto drugi ljudje. Ne? In je do tega, da so potem, skratka, 4 glavne veje oblasti je razdelil. Ne? Generalno skupščino, kot pravi komite, ki je neka oblika vlade, potem, kaj je tisto, senat, ki je neka oblika sodišča in ombudsmana ima. Te 4 komponente ima in oni tekoče skrbijo za stvari, ki so. Seveda, mogoče je tisto, kar Nilu tudi očitajo, da pravzaprav ni bil čisto iskren in da ni vse potekalo po sistemu samoregulacije, ker je bilo zelo jasno, kaj je tisto, o čemer on odloča. To pa ni bilo tega dvoma, ki ste ga tu videli, ali bo on, torej o zdravju, varnosti, lastnini in financah je odločil on. Absolutno. Tudi o nastavitvi novih učiteljev je odločil on. Ne? Se pravi, odtot tudi nekatere kritike Nila, češ, da je to pravzaprav le delno sistem samoregulacije. Je pa res, da sistem samoregulacije je bil, kajti to, kar ste videli kot poročilo, da prihaja do oscilacij v tem samoreguliranju. Da imamo obdobje izrazito trdnih pravil, ne, to ste videli, pa potem, da smo proti tistim pravilom, razsujemo pravila. Tako je tudi Nil dal skozi, ste videli, revolucionarno ali že kakšno fazo, ne vem, gangstersko fazo, tako je, ja, oni tudi reče anarhija, in pa avtoritarno fazo. Ampak vse te faze so zgradili otroci. Ne? Najprej s strogimi in mnogimi pravili, kasneje z blagimi in redkimi pravili, ki so jih sami postavljali. In tako da ni lahko razvijati samoregulacijo. Ni lahko. Tu si vedno na robu kaosa. Lahko. Vedno zapelješ stvar v kaos. Tudi samouprave, da se zdaj vrnem na ono drugo, ki sicer ne temelji na večini otrok, ne, tudi te ni lahko razvijati. Vi sami dobro veste to. Ni jo lahko razvijati, pa jo lažje kdaj odrečemo, kot pa bi se trudili, da jo recimo razvijamo v njenih mejah. V tem smislu je ta projekt izziv, tudi za javne šole. Ne bi bil zato, da enostavno vržemo to čez prag, ne, lahko ugotovimo, to je zdaj že moja ocena filma, da pravzaprav projektanti niso sledili ideji, ki je bila v praktično 80-ih letih, če sem prav razumel, se je to dogajalo nekje okoli leta 90, ne, ki je bila v 80-ih letih zelo, zelo dobro razdelana. In vi imate velike šole danes v svetu, povsod v svetu, ki temeljijo na konceptu svobodne šole. V Moskvi s 600 dijaki. Ne majhne šole, kot je bilo to par mandelcev. In ki imajo relativno zavidljive uspehe, jaz bi samo še to dodal, ne, da ne bi bil občutek, recimo, kot ga Alex, ne, se pravi vodja šole, na koncu nekako sugerira, če ne bi bilo Giovannija, bi najbrž šlo. Ne. V Nilov Summer Hill so od začetka pa do danes prihajali problematični otroki. Lahko bi rekli, da je to pravzaprav po naših standardih en tak mini vzgojni zavod. Otroci, ki so odklanjali šolo,
ki so bili popolnoma neuspešni, ne? In so prišli, ker so bili starši prepričani, da če nič od tega do zdaj ni delovalo, je pa to mogoče zadnja šansa. Se pravi, on ni imel tam nekih ideološko dobro prepariranih otrok, ne, ki so že prišli se navajeni pogajati, pa pogovarjati, pa argumentirati, pa tako dalje, ampak dejansko gangsterje, ki so prišli se najprej izživeti, da jim ni treba imeti matematike, ne, in tako dalje, se fajn imeti, ker je tam bila zadeva še bolj pravzaprav vsebinsko bogata, ker je šlo za internatski tip šole, se pravi, in so tam tudi spali, ne samo hodili k pouku, ne, in potem si lahko predstavljate, kakšen pogum je voditi pravzaprav tako institucijo na takih načeljih. In nikoli praktično nobenega izključiti. Nikoli. Ne razmišljaš, to sploh ni pravzaprav dilema. Ampak vendarle, nekako še zmerom nismo dali vsaj nekega približnega odgovora, kaj zdaj s to idejo samoregulacije. Kdaj bi lahko rekli, da otroku vendarle bi lahko rekel, zdaj, na tej točki pa on lahko nekaj smiselnega pove, se zavzame za nekaj, se pogaja z nami in ko bo prišel do neke rešitve, je kar veliko verjetnosti, da bo pravzaprav se tega pol tudi držal. V redu, malo večkrat bo naredil napako, kot jo naredimo mi, ker tudi mi se ne držimo dogovorov, da ne bo pomote, ne? Ampak malo bolj pogosto se jih vendarle držimo. Ne? Ampak kdaj bi do tega prišlo sploh, če je sploh to logična varianta? Če ni zadeva preprosto taka, da se otroci ravno zaradi tega, ne, ker rabijo odrasle, da jim postavljamo pravzaprav vse stvari, ko jih bodo pa sprijeli, posvojili, potem bodo pa imeli čas za demokracijo in samoregulacijo. Ja. Pozdravljeni. Ja, s tole samoregulacijo, pravzaprav meni osebno je bil film všeč, ker sem videla veliko pozitivnih elementov noter, je pa seveda tudi res, da seveda takoj sem se vprašala, kaj bodo ti ljudje na dolgi rok, tako da hvala za to, da ste povedali, da recimo te šole, ki obstajajo in da potem pač odrasli, ki pridejo, mislim, pač v kasnejšem življenju, da so to kljub vsemu uspešni ljudje, ki se uspejo prilagoditi družbi in tako naprej. Ampak jaz mislim, da je bilo veliko pozitivnega v tem, da so otroci bili dejansko iz lastne izkušnje prisiljeni razmišljati, povedati svoje mnenje, pa ne glede na to, ali je bilo potem upoštevano ali ne. Zato, ker se mi zdi, da pri nas je dostikrat tako kot z odgovornostjo, ne, najprej so otroci zaviti v vatko, pa nič ne rabijo, potem naenkrat, ko za stari 18 let, zdaj morajo biti pa odgovorni. Ja, odkot, ne, če recimo skozi cel proces šolanja in življenja do recimo 18. leta te odgovornosti pravzaprav noben od njih ne pričakuje, je ne zahteva in tako naprej. Tako da iz tega zornega kota se meni zdi ta participacija, se mi zdi zelo pomembna, ker otroci so včasih začutili to nemoč, niso vedeli kako, pa kaj se to se nam vsem skozi dogaja, ne, v realnem življenju. In jaz mislim, da ni s tem nič narobe, da se to otrokom, zdaj pa seveda, brez pravil in tako naprej držati jih v eni taki zmedi in nesigurnosti in pravzaprav v stiski, ki ne vejo, kaj je, tam je pa verjetno dejansko vloga staršev odraslih, ki potem postavijo te okvirje. Tako da mogoče pač iz tega zornega kota ja pozitivno. In jaz si mislim, da pravzaprav idealno je tako kot vedno nekje srednja pot, ne, se pravi omogočati čim več tega, pa hkrati znotraj nekih pravil. Je pa tudi res, ne, da če jim tega ne omogočaš, potem oni ponotranijo recimo tista pravila, ki so jim skozi priča in jih ponotranijo, ne, da bi o njih sploh naredili kak razmislek, to je nasplošno, ne. Se pravi, če si ti skozi podvržen, da delaš tako, kot ti drugi sugerirajo, kot so že bila pravila postavljena, jih boš ti enostavno sprejel in o njih nikdar ne razmišljal, a je to potem res tisto, kar želimo, ali želimo, da ko se odločaš, da se res veš, zakaj si se tako odločil. To je to, bi pa rekla, da sta me pa zelo zmotila dva momenta v filmu, namreč en,
ko ta Lucy reče, da piše pa res slabo in da bi se rada malo več na to temo učila in potem nikjer nismo videli, da je bilo to kakorkoli upoštevano. In ko je tale troublemaker, ko reče, da on bi pa bil, da bi gradil hiše, je pravzaprav se mi je zdelo, to je ena blazna pomembna izjava v filmu tega otroka, ki je bil neobvladljiv, njega je to zanimalo, in v bistvu vloga vseh teh je dobro, vse so mu potem omogočili, ampak dejansko na tem potem graditi, na tistem, kar ga res zanima. Se pravi, mogoče so kot skupnost, ampak če kot skupnost, če recimo kot neka vrsta taka, kot smo pol ugotovili, da je to neka taka šola, kako ste rekli, kjer pač živijo skupaj, tak zavod, ali ne vem, kako ste preomenili, bi bilo fino, da je potem nek svetovalec, ki potem vsakemu posamezniku mu pomaga ven, sam verjetno to ni bila tudi poanta te šole, bolj zgleda kot skupnost, ne pa kot ti sam že razvijaš, ampak a si potem tudi v svojem razvoju podprt strani šole, tega pa nisem videla. Jaz bi mogoče lahko tu še spomnila, ker mene je to tudi zmotilo. Mogoče, če se spomnite, čisto na začetku je bilo vprašanje, si matematika vas pa tudi mogoče lahko zanima, ampak o tem pa res ne bomo prvi dan razpravljali. V bistvu zdaj, če povežemo s tem, kar je bilo že omenjeno, v Summerhillu je še ena dimenzija, ki je pomembna, pa jo tu nismo videli, to je, da urnik obstoja, ampak urnik je obvezujoč za učitelje. Za otroke je pač izbiren, kdor želi. In otroci točno vedo, zdaj, če bi verjetno to obstojalo, bi tudi Giovanni se, priključil kaj svem k čemu, ali pa da bi se morda odzivali tudi na interese. Torej, kdo bi se še želel naučiti brati? Dobro, bomo se učili brati, ena skupina. Kdo bi še želel graditi, bomo gradili. Če že urnik kot tak ne obstoja, ker kolikor je meni znani, v Summerhillu so pač predmeti, klasični predmeti, ki, torej kot sem rekla, obvezni so za učitelji, da izvajajo ta pouk, za otroke so izbirni. In ta moment tu nedvomno umanjka in v tem kontekstu ideja, da naslednje leto začnejo z več nekimi temi delavnicami, gre v to smer, kot izkustveno so pač, oziroma ravnatelj gotovo, da bi morda tu veljalo okrepiti, ker dejansko deluje en urnik, ki se ga jaz spomnim, je bilo, ne vem kaj že, bilo v bistvu stvari, ki so jih vodili otroci sami, Ja. Nismo pa videli, oziroma videli smo ene par primerov, kako individualno učijo inštrumente, pa še nekaj o biologiji ali kaj podobnega bi verjetno bilo ptiči, narava. Tako da to se mi zdi. Mogoče samo, kar se tiče recimo šolskega značaja šole, šola vendarle je namenjena tudi temu, da se tam neko znanje predaja oziroma soustvarja. Ne samo, da je Nil imel pouk, ki je bil obvezen za učitelje, Nil je imel še nekaj. On ni nikoli, pravzaprav, ker je verjel, da se mora otrok za to, da se začne učiti, odločiti sam. Ampak res je v to verjel in od njega nikoli ne bi slišali, da bi nekomu, ki se dolgočasi, ki reče, zloben sem, kadar mi je dolg čas, da bi mu rekel, mogoče bi šel pa v šolo. Nil, in to on napiše, in to so znane anekdote, ko nekdo pride, ko se dolgočasi, reče, tudi pa jaz tudi pod razno ne morem pomenjati, in ga zavrne. Tu mu ne pomaga. Ampak z nečem negativnim mu pomaga. Odrasli se v času pouka ukvarjajo s poukom. Če hočete, da smo z vami, se bomo družili tam, za kar smo tukaj. Ne suportira jih pri stvareh, ki jih počnejo mimo tega, kar šola ponuja. Tu recimo je bila zadeva čisto drugačna. Eno stvar bi mogoče izpostavil, kar ste rekla na zadnje, v zvezi s tem, če se o pravilih, ki se vzpostavljajo, ne pogovarjamo, jih pa kar potem slepo sprejmemo. Spomnite se pravzaprav najbolj norega pravila, recimo te šole.
to je, da so vsi predmeti s koleščki prepovedani v prostorih šole. In predstavljate si recimo, čist figurativno si predstavljate, da je to neka norma, za katero se vi odločite, da jo boste brezpogojno upoštevali, ne nazadnje na seznamu grehov, zaradi katerih Alex želi Giovannijo izključiti, je tudi ta prepoved. Ampak tam je tudi prepoved prinašanja živali v učilnico. Sicer to je bilo z dobrim namenom, ampak vendarle to se ne dela. Kaj boste potem dobili nekoga, ki ko bo videl v trgovini, kaj se jim podstavk za rožo na koleških, zato da jo lažje premikaš po stanovanju, da je to pa pač nekaj nemoralnega ali kaj. Zdaj, mi smo v tem filmu dejansko soočeni prvič z dejstvom, da je v tej šoli cel kup pravil. Ne pa, da je to šola brez pravil. Drugič, da so med njimi pravila, ki so v vsebinskem smislu pravzaprav popolnoma nedodelana, ker tisto, kar si je zmislil kot pravilo lastnik prostorov, to je cerkev, je nevprašljivo. O tem se niti ne pogovarjamo, ne pogajamo, ne razlagamo, zakaj je to smiselno. Včasih pa uporabimo seveda lahko to pravilo za manipulacijo. Takrat, če se spomnite, ko skačejo iz omare na žimnico, sicer reče, najprej se Alex sklicuje na princip varovanja, ampak potem pa reče, ampak ne smemo pozabiti, da je ta omara cerkvena last in cerkev pravi, da se morajo predmeti uporabljati samo za tiste namene, za katere so pravzaprav v prostor postavljeni. In zdaj, kako si vi predstavljate pogajanje, resen pogovor o reguliranju medsebojnih odnosov na ravni pravzaprav tega, da vam institucija stoji na pravilih, ki nimajo v vsebinskem smislu popolnoma nobenega relevantnega pomena. Je to možno? Je možno. Si lahko predstavljate pogovor, recimo kot razrednik v šoli, pogovor o tem, ali boste nekoga sankcionirali in kako, ker je naredil nekaj, recimo, ker je ptička prinesel v šolo, pa slučajno ni prej vprašal vratarja, ali se to sme, vi pa ga obravnavate kot kršitelja šolskega reda. Čeprav ga je prinesel mogoče celo k pouku biologije, ampak se ni za to zmenil za učiteljem. Si bom drznila tudi jaz eno svoje mnenje povedati, čeprav verjetno se ne boste vsi strinjali, ampak malo provokativno. Meni se zdi, se upravičujem, sem učiteljica na srednji šoli, meni se zdi najbolj sporen lik v filmu prav Alex, to je ustanovitelj tega zavoda ali kakorkoli že šole. In sicer se mi zdi to zgodba predvsem o moči, pa se upravičujem, morda je to provokativno, o moči. Kdo ima zdaj tukaj moč, kakšna je hierarhija moči? In sicer, če pogledamo že na začetku, kakšni so bili njegovi razlogi za ustanovitev same šole, prvi se mi zdi na trhlih tleh in sicer, da je on sanjal o drugačni šoli, ker je imel travmatične izkušnje v svojem šolstvu. Mi se v šolstvu srečujemo tudi starši, ki so imeli travmatične izkušnje, a veste, in posledično je njihovo ravnanje včasih, bi rekla, ne najbolj razumsko, Torej, to je prva stvar. Potem druga stvar, teorijo da ob stran prodaja knjige teoretične, kot ste sami rekli, kot na nekem bolšjem trgu in seveda tega ne potrebuje, ker pač on bo ravnal, in to je moja tretja pripomba, po instinktu. In zdaj, kot pedagog, si sama ne drznem ravnati po občutku, po instinktu, iz prakse, iz dneva v dan, ampak svoje delo, verjetno tako večina med nami, skrbno načrtujem, prebiram teorijo in seveda stvari rešujem na drugačen način. Torej, spet poudarjam, da se mi zdi to zgodba o moči. Potem sem pa hotela še nekaj povedati, še nekaj takih prizorov je, seveda, ta, ki se mi zdi pa najpomembnejši, je pa pravzaprav, kako se on odzove, če bom samo trenutek, tale prizor z izsiljevanjem. Namreč, kako pravzaprav on, to nekdo med vami je rekel, dobro, da to pravzaprav ni šola, ampak je neka skupnost in on funkcionira kot nek oče.
Po eni strani jih razvaja s tako imenovano svobodo, torej otroci si lahko izberejo igro, lahko si izberejo učenje, kar ima svoje prednosti, samoregulacija je sem za to, a ne? Ampak po eni strani jih razvaja in na tak način nekako čustveno priveže nase, po drugi strani pa potem, ko pride do konflikta, pravi, če ne bo tako, kot sem jaz rekel, bom odšel. To se mi zdi kot nek slab oče, a ne, če pogledamo. Torej, jaz te bom razvajal, po drugi strani bom odgovornost za odločitve prelagal nate, ker si ti svobodno bitje. Če bo prišlo pa do konflikta, bo pa tako, kot bom jaz rekel, ali pa grem. In ni hujšega izsiljevanja za moje pojme za otroka, kot je najprej ponujati mu čez mejo stvari in ga tako privezati nase, po drugi strani potem mu pa groziti z odhodom. Zame ni hujše situacije. In če se vrnemo tema o moči, torej tukaj je vprašanje tega osebe, ki je ustanovila to šolo, mislim, da gre za vprašanje moči, tukaj sem jaz močen, šolo sem ustanovil zaradi sebe, ne zaradi otrok, in druga stvar, kdo pa je močnejši od mene, ste pa povedali prej. Najlepša hvala. Prosim. Sem vesela, da ste tole povedali, namreč jaz sem si zapisala par stvari in če smem. Tale šola bi se morala imenovati Aleksova šola veščin. Gre za moje pojme za Aleksovo zgodbo. Zanimivo pa je, kako pove, da človek tudi v svobodi hlepi po enem redu. To je bilo vidno, da so otroci hlepeli, dajmo glasovati, dajmo, a ne. Je pa totalno nerealna, tako kot ste sami povedali, kontradiktorna, ker tega demokratičnega glasovanja ni v realnem svetu. Tako da... Ali je bilo v šoli demokratično glasovanje? Ampak, če pogledamo recimo... V tej šoli, ki je bila prikazana v filmu? Tudi ne, ne? Tudi ne. Ja. Ne, da ga ni v realnem življenju. V resnici je šlo pravzaprav za, Zdenko je prej omenil, da so sistemi demokracije dostikrat temeljili na raznih tehnikah manipuliranja. Tega, ki ga ta film pravzaprav prikaže v tradiciji pedagoških konceptov, Zdenko, ne boš našel, ki so bili značilni za reformsko pedagogiko. No, če ga kar enega izključiš. No, ampak bolj je značilen pravzaprav za našo javno šolo in za neoliberalizem. To je pravzaprav pogon formalne demokracije, za katerega pa vemo pravzaprav, da funkcionira tako, da afirmira tiste, ki so nosilci interesov in moči. In tu ste imeli izvrstne primere, ko če otroci vržejo s preglasovanjem ven učitelja, učitelj nemudoma sklene krizni sestanek, na katerega oni morajo priti in gre pravzaprav za preigravanje, kdo bo koga. Argumentacije, pogovorov ni, prvič se nimamo o čem pogovarjati, ker so pravila nedefinirana ali pa so neumna, drugič zaradi tega, ker pravzaprav ste imeli da občutek, da je v ozadju resnična želja, da se neka situacija razreši, ali gre bolj pravzaprav za igro moči, kdo bo preglasoval, ali bo zadeva formalno, ustrezno speljana, ali bo prav zapisnik napisan, ali pol že vidimo, da so kar neki formularji, tam, ko Lucy hoče zaradi prepovedi skakanja iz omare spraviti ob tir Aleksa in ga obtoži nadlegovanja ali kakor razmen nadlegovanja, imate cel pravzaprav formular, ki opisuje, zakaj je to naredila in čega ga obtožuje in tako dalje in tako dalje. Skratka, imaš občutek, da pravzaprav ta pogajanja enostavno ne grejo o vsebini. In ker seveda v demokraciji se ti lahko greš formo za to, da pač znaš uporabiti principe moči, sebi uprit, ali pa se greš seveda primerjanje stališč, prepričanj, potreb, navzkrižji med pričakovanji v posamezni situaciji,
ki naj bi te pripeljali pravzaprav do tega, da neke konflikte, stiske zagledaš pravzaprav iz več perspektiv in imaš neko gradivo za to, da se lahko odločiš za neko ustrezno rešitev. Ne. Ene same situacije te vrste pravzaprav v celem filmu, niti ne na začetku, ne na koncu, ko stvar kolapsira. Enega samega, pravzaprav najbolj enostavnega, spontanega, mediatorskega razčiščevanja situacije, kaj je nekdo naredil, ne, kaj je drugi ob tem občutil in zakaj, ne, ampak to na način, da bi prvi, ki je to naredil, potem rekel, ja, pa res nisem pomislil na to v tej situaciji. Ne. To je pravzaprav meni z vidika tega, kar vem iz literature, pa to ne iz teorij, ampak iz literature, ki stavi pravzaprav na natančna etnografska opazovanja argumentacije, recimo otrok mladostnikov, popolnoma nenavadno. Ne. Ker ne samo, da otroci že davno pred vstopom v šolo, če jim osvetliš situacije z vidika pravzaprav zelo konkretnih, dejanje, učinek, opazovanje pravzaprav, kakšne posledice ima dejanje v nekih okoliščinah, ali so naravne posledice, ali so socialne posledice. S čim nekoga razveselim, s čim nekoga prizadenem. Slušaj, to je prva, pravzaprav je najbolj elementarna oblika učenja in komunikacije. Že pri dojenčku. Ne? In če tega ne znate uporabiti v situacijah za to, da se vprašamo, zakaj bi pa vendarle mogoče neko pravilo bilo smiselno ob neki igri upoštevati, ne? Potem ne vem, kaj tu počnemo. Ne? Potem ne vem, čemu je namenjen ves ta čas, kar je kolegica pravilno pohvalila, hvala Bogu, da se nekdo vsaj ima idejo ukvarjati s tem, da je to pomemben del vzgoje, ne? Ampak sploh ne vemo, kaj s tem časom početi. Ne? In tu je po moje problem. Ne? In če mene vprašate, ne samo, da lahko otrok začuti, da je neko dejanje, sploh ko gre pravzaprav za nasilna dejanja, ne? Za tiste, za katere je Lucy rekla, ko rečem stop, se mora nehati. Ne? Pazite, to je pravzaprav edini impuls v filmu, kjer vidiš, da otrok natančno razume. Dajmo se hecati, je rekla, meni je fajn, spomnite se, ona reče, meni je fajn, da se malo ravsamo. Enkrat celo reče, nisem za to na začetku filma, nisem za to, da bi prepovedali recimo neke grobe igre v domišljiji ali pa na računalniku. Lušeni je to, ne. Ona bi rada premagala recimo Giovannija, ampak to z močjo, ne s pametjo. Ne? To je njena želja, ne? Naivna. Ne? Ampak vendarle, ko je pa gre nekaj čez mejo in reče stop, se mora drug ustaviti. A ima kogarkoli v situaciji med odraslimi, ki to njeno intenco sliši in jo ne samo napiše na skredo, na beton, ampak ji pri tem pomaga. Ker tu je zdaj vprašanje, ki ga nismo še postavili, pravzaprav, kakšno vlogo odraslega pričakujemo v nekem takem sistemu, ne, ki je zgrajen recimo na pogajanjih, na iskanjih stališč, konsenza, glasovanju otrok in tako dalje. Ne. Vendar odrasli mora imeti neko funkcijo tudi tukaj. Ja. Jaz bi mogoče še o tej formi in o mejah. Ne. Meni se je zdelo v bistvu tale Alex, naš ravnatelj, popolnoma, mislim pač, zelo nekompetenten. Ni bil pripravljen na projekt, ki ga je zagnal v bistvu, če rečemo, da je šola projekt, po mojem je. In tukaj se je videlo v bistvu, ja, ta forma, kot ste omenili zelo dobro, ne, da v bistvu dejansko on je samo mislil, kako naj bi to izgledalo, v vsebino, v globino se pa niti slučajno ni poglobil, niti ni razmišljal o njej, teorije ni prebral verjetno, tako nekako je izgledalo v filmu. In zadnjič sem jaz opazovala na našem igrišču otroke v podaljšanem bivanju in so se igrali in niso imeli, preden so se začeli igrati igro, ki je tudi temeljila na prerivanju, ravsanju, ampak vse je bilo v meji normale, odrasli smo seveda to opazovali in so vmes med igro rekli, so ugotovili, da so se začeli prerekati, zato ker v bistvu niso vsi razumeli te igre tako, kot so si predstavljali, da bi jo morali. In potem so rekli, dajmo se umiriti in postavimo pravila. Ne? In potem so jih začeli postavljati in jih niso mogli postaviti, ker se niso znali zmeniti, odkomunicirati in stvar se je zaključila tako, da so se nehali to igro igrati.
Jaz mislim, da vseeno vloga odraslega tukaj je, ne, če gre stvar preko neke meje, verjetno ne veliko pravil, tudi v šoli ne preveč pravil, ker potem se v lastna pravila ujamemo, tako kot ste rekel, da pač, če rečemo, da se ne smejo z koleški po šolah, bi verjetno pri nas imeli velike probleme, ne, ker imajo nazadnje torbe na kolesih. Ne. Ampak tista, ki pa že ogrožajo varnost otrok in življenje, kakorkoli že pač in njihovo tudi osebnost načenjajo, tista pa verjetno naj bodo postavljene. In tukaj se je naprimer pri tej naši igri prav videlo, ne, da v bistvu hrepenijo. Takrat so potrebovali nekoga, da se z njimi pogovori in da jim mogoče ne sugerira kako, ampak vsaj jih pripravi na to, ne, medijacijo, kakorkoli že. Ne. A se sliši? Ja. Jaz bi pa povedal z drugega vidika, namreč bi se vprašal, kdo od nas bi se upal posnet tak film o svojem delu in kakršnekoli že spretnosti, izkušnje in kaj podobnega imamo, da nas nekdo sledi tako, recimo, kakor je bilo tukaj sled v tem filmu. To je ena stvar. Druga stvar, se mi zdi, da je ta film odličen in da odpira različna vprašanja tudi na drugem nivoju. Mi pa malo tukaj poskušamo ga ocenjevati in tudi iskati, se pravi, ne vem, če kdaj analiziramo svoje delo ali pa delo sploh recimo tega oficialnega šolskega sistema s tako natančnim pogledom, se pravi, vsako pravilo, ki ga spoštujemo ali ga ne spoštujemo, imanentna pravila vidi tistih pravil, ki niso imanentna in se pravi refleksivni, kukar zdaj pričakujemo tega Aleksa, da bo on uspel ustvariti v enem letu. Jaz mislim, da je tle v bistvu premik gromozanski, ki ga je on naredil, ker mislim, film ni pedagoško narejen, gremo lahko učitamo, če hočemo seveda pedagoški film, ker ne pove, kakšna pravila so oni točno spoštovali in katera so postavljena odprej, katera so kasneje, zakaj so tega in onega držali, tega ne vidimo, tudi ne morejo nam odgovoriti na naša vprašanja, ker očitno ni bil namen tega filma, se pravi, predstaviti filozofijo te vzgoje, ki so se oni tukaj šli. Lahko pa sklepamo na ozadje. Jaz mislim, da so te otroci bili kvečemo preveč svobodni, prej preden so prišli not, ne, in da lahko skonstruiramo recimo v mislih, kako je to izgledalo njihovo obnašanje na rednih šolah. Jaz bi recimo se upal zagovarjati tezo, da na tej šoli so se marsikaj naučili in da so v marsičem bolje funkcionirali, in da je to bila neka prehodna faza, ki jim je mogoče omogočila, da se srečujejo sploh z kaj pravila pomenijo in da se izplača spoštovati ali ne. Tudi o samorefleksivnosti, jaz mislim, da ste bili zelo v bistvu inteligentni otroci in da so ta v bistvu samoregulacijo oni že v bistvu imeli, ker drugače ta zadeva niti tako ne bi funkcionirala. Spomnite se samo prizorov, kdo bi od nas svoje otroke pustil, da tako žagajo, kot so oni žagali, ali pa tako daleč grejo te njihovi konflikti, brez da bi mi posredovali v to. Torej je bilo veliko zaupanje v njihovo samoregulacijo in v končni fazi se ta samoregulacija izkazala razen tistih dveh incidentov, ki jih omenjajo, da sta se dva poškodovala v vsem tem času, recimo se je izkazalo, da so imeli toliko samoregulacije, da do večjih izpadov ni prišlo. Hvala. Ja, samo glede dizajna filma. Film seveda ni pedagoški, imate prav cel kup podatkov, recimo, če bi hotel zvedeti res vse, kar se je tu dogajalo, na nek način manjka, ne. Ampak vendarle, tisto, na kar bi vas rad opozoril, je bilo tudi meni presenetljivo dejstvo, da je bil pravzaprav film narejen kot dokumentarni film z pozicije nekega afirmativnega odnosa do ideje, recimo, za katero seveda režiserka in snemalka ni vedela, kam se bo razvila. Ampak ona gre v snemanje zgodbe z nekim pozitivnim nabojem. Hoče v resnici pokazati nek eksperiment, za katerega tudi sama verjame, da se bo razvil v nekaj zelo lepega in zelo pozitivnega. Tako da se mi zdi, da vendarle pravzaprav v tem dokumentarističnem smislu redko kdaj imamo na voljo tako
kvaliteten vpogled pravzaprav v neke te notranje dinamike, ne, med otroki in mladostniki, kot jih tukaj vidimo. Ja, to sem mislil tudi jaz poudariti, da bi težko filmov učitelji, da ni pokazal recimo tistega, kar bi pravzaprav pričakovali, ti, ki poznamo idejo Summerhill. Ni film kriv za to, da se kriva je izvedba ideje in to, ko govorite o Aleksu, imate po svoje prav. Sej, če gre za to, da ustvarimo demokratično šolo, kar je v javnem šolskem sistemu slej ko prej paradoks, ker v bistvu demokracije je, da temelji na večini. Zdaj si pa predstavljate, kaj bi pomenilo, če bi vi vzpostavili režim v šoli na konceptu večine udeleženih. Mi uporabljamo izraz demokracija, to samo tako figurativno, ampak stvar je preprosta. Prakticiramo jo lahko samo na tak način, na kakršen način je prakticirana v globalni družbi. Ne morate si izmisliti nekih novih inštrumentov demokracije. In to je to, kar je Nil odkril že 20. leta, ko pravi, kako naj bo strukturirana delitev moči. To, kar sem prej govoril, o 4 stebrih moči, ki morajo delovati. In tu noben ni deloval, ker tu so problem je tu bil, da nobeno pravilo ni moglo obveljati, ker je tisti hip, ko je nekdo pravilo postavil, že bila zahteva, da se pravilo menja, oziroma da nek drug organ zdaj pravilo presodi in tako naprej in tako naprej. Ko imate vi tako stanje vzpostavljeno, je to v vsaki družbi v bistvu znak kaosa in anarhije. To je out legalizma. Tako je, ja. Ni tudi, če vzamete samo upravo učencev, torej, oprostite temu izrazu, jaz ga jemljem pozitivno in ne mislim na samo upravo v onem zakonu o združenem delu ali kaj takega, se razumemo, ločim jo od samoregulacije. Tudi, če njo vzamete, ona lahko funkcionira na način, na kakršen način funkcionira v globalni družbi. Konec koncev se morajo otroci naučiti tega vstopa v participacijo. Z približno enako hierarhijo moči, kot obstaja v realnem življenju, se ne more biti drugače. In tu, kot praviš, medijacije ni, ker ombudsmana sploh ne vemo, da bi bil. Nekoga, ki bi recimo vstopal v te povezave, kar je recimo imel in je reševal te konflikte, ki niso imeli značaja sodne obravnave in tako naprej in tako naprej. Ampak to je to, otrok se mora skozi sistem upravljanja v šoli naučiti tega, kako bo vstopil v javno življenje, v javno participacijo. Njegov prostor participacije je v bistvu šola. Da pa otrok ne bi bil zmožen tega, to jaz dvomim, to je recimo, to pa vendarle se veste, današnja teorija šole ima 2 hudi zadregi, na kateri poskuša temeljiti. Eno je nova paradigma otroštva, ki nam govori, da otrokov razvoj ni razdeljen v neke faze po letih, do tega leta tega ne zna, potem leto seveda vse to zna, da skratka je razvoj izrazito individualen. In druga stvar, ki jo imamo kot pedagogi, so pravice, otrokove in človekove pravice. Mi ne znamo, to je moja teza, še danes kot pedagogi, teoretiki odgovoriti na vprašanje, kako naj vzgoja vzgleda v duhu, v konceptu otrokovih pravic. Ne znamo, nimamo teoretičnega odgovora. Ampak vendarle vemo, da morbiti so te simulacije, ki recimo v družbi prezentirajo sistem pravic, kot je recimo demokracija, kakršna koli že pač je, da je to nekaj, kar bi recimo mogoče nam postopoma recimo uspelo spraviti na neko tudi inštrumentalno raven, s približno simulacijo globalnega družbenega sistema. Ne vidim druge rešitve. Ti še kaj, Irena, ker počasi bomo započeli. Jaz sem hotela že prej omeniti, ko ste izpostavila to, kako bi rekli, malo naiven vstop v ta projekt. Tudi sama, ko sem prvič gledala ta film, sem bila začudena nad tem, kako
so pač določene stvari res nepojasnjene, tudi z vidika njegovega odnosa oziroma pozicije moči, ki je obranil na ta način, kar ste izpostavili. Jaz bi mogoče tu poudarila še njegovo specifično razumevanje, kako naj bi otroci delovali in razumeli določena pravila. Recimo, ene trikrat je v filmu govoril, da mu je spoštovanje najbolj pomembno. Mislim, ja, ampak če ostajamo znotraj pravil, ne, na nek način je postavljal seveda z pozicije moči v najbolj kritičnih časih. In če se spomnimo tisto zadnjo zgodbo, ko so ne vem kaj se šli, konflikt zaradi tistega kosa lesa, ki ga Lucy hotela imeti, v bistvu v tistem konfliktu jaz res nisem videla nobenega nespoštljivega ravnanja. On se je na to skliceval in prekinil vse skupaj, prekinil dejavnost. In mogoče tudi odgovor oziroma to pomislek, kdaj otroci so sposobni vstopati v neko to prakso, ne, participacije, utemeljevanja, oblikovanja skupnih pravil. Ravno v tem dogodku se mi zdi, da je Lucy naredila bistveno, oziroma v tistem dogodku skakanja. Zakaj bi prepovedali skakanje? Dajmo pravilo o varnem skakanju. Ni bila slišana. In v bistvu kar nekaj takih momentov je bilo, ko je predvsem ta Lucy, vsaj meni v spominu ostala, ponudila kompleksnejše bodi si rešitve ali pa argumentacijo. In na drugi strani, kar je meni tokrat, ko sem drugič gledala film, zelo bilo v ospredju, da ta Giovanni, ki je bil kot da razlog ali pa ključni akter nekako razpada neke skupnosti v nastajanju, nikoli, če ste bili pozorni, nikoli ni bil vpleten v razpravljanje, razen kadar je bil pozvan, torej kot priča, sicer je pa samo opazoval, torej toliko, kolikor smo mi lahko videli skozi oko kamere, ki je bila pač tam, opazoval in ni konstruktivno se vključeval v razprave. Tu se meni postavlja vprašanje, zakaj, ali morda ni videl, da pač smisel je nekje drugje uveljavljanja moči, ki jo je pač on uveljavljal na nek drug način in dosegal spet nek svoj učinek. No, ampak še vedno se mi zdi tako temeljno vprašanje pri tem filmu, ali res Giovanni kot osebnost, nekdo, ki je neobvladljiv in ga v prvih fazah težko vključujemo, ali je Giovanni s svojim vedenjem pač, bom rekla, rezultat, tako grobo, teh odnosov, ki so se tam pojavljali. To. Ja, še kakšne hitre, ker bomo zelo... Jaz bi sam na hitro rekla tole, da v bistvu vedno nam gre zelo dobro, takoj znamo zelo fino pokritizirati vse, kar vidimo. Jaz bi kljub vsemu rekla, da je to res en pogumen projekt, ker na začetku niso vedeli, kam bojo prišli in da so se pustili snemati ves čas in to naprej in na koncu on kljub vsemu to, kar sem recimo že prej rekla, da je manjkalo, ste vi potem rekli, se na koncu reče delavnice za drugo leto, povezovanje s šol in on reče tudi svetovanje. Se pravi, oni se zavedajo, da so bili prekratki v določenih segmentih in to je prvo leto, oni so se šele v neki podali. Jaz mislim, da je kljub vsemu treba gledati bistveno bolj pozitivno na en tak eksperiment, ki mogoče dolgoročno bo tem otrokom, da mi je že verjetno, ko je toliko nazaj, nekaj prinesel v življenju. Še nekaj ste hoteli, kako? Samo to moja pripomba na tole. Ne šele 8 mesecev je bil tale projekt, mi imamo 9 let, ko že 20 let. Ja, žal moram počasi zadevo zaključiti oziroma zelo na hiter, ker čez 15 minut je prva projekcija. Tako bom rekel, zdi se mi pravzaprav, da bi si morali postaviti en imperativ, da če smo že pedagoška publika, da moramo začeti o vprašanjih svobode, discipline, postavljanja pravil, vendarle začeti razmišljati malo bolj kompleksno. Jaz mislim, da ta film vsekakor ni dokaz za to, da svoboda ne deluje, da ni dokaz za to, če bi jim stroga pravila postavili, bi pa stvari stale,
ampak je predvsem dokaz, da gre za zelo subtilna vprašanja. Ne? Da se tu mešajo vprašanja od tega, kdo naj bo soudeležen pri pravilih, do tega vsebinskem smislu, kakšna pravila postavljamo, dokot smo lahko tolerantni, kadar prihaja do kršitev, kako se na njih odzivamo, kako vključujemo pravzaprav te socialne izkušnje, tako v zvezi z prepoznavanjem situacij, ki jih je treba na nek način strukturirati, omejiti, kot v smislu pravzaprav, če gre za skupnostni projekt, nekih posledic, s katerimi lahko mogoče kakšno napako popravimo. Če samo omenim recimo neko vsebinska razprava o tem, da otroku zavesti, da je svojim dejanjem, tudi če tega ni hotel, vendarle nekoga prizadel ali oškodoval, praviloma naravno gre v smeri, tudi med otroki, ne samo med odraslimi, v smeri razmisleka, kako lahko popravim napako. V tem filmu ni ene same situacije, ki bi se pravzaprav stekala v smeri tako imenovane restaurativne pravičnosti, niti take, ki bi jo otroci sami spodbudili, kaj šele take, ker bi odrasli pomagali na nek način strukturirati, ne dajati odgovor, ampak strukturirati razmislek v tej smeri. V redu, polomili smo ga, nekaj se je zgodilo, časa ne moreš obrniti nazaj, ampak z nekim popravljenim dejanjem lahko pravzaprav zamero, travmo odpraviš in greš naprej pač z nekim pozitivnim nabojem. Vse to so danes pravzaprav znane stvari, ki bi jih morali pravzaprav mi znati uporabljati in upam, da bomo o tem še razmišljali in mogoče še kdaj kakšno naprej rekli o tem. Hvala lepa.